V SPSS-u delamo z več okni. Vsebina vsakega okna tvori samostojno datoteko. Okno s podatki, Data Editor, vsebuje datoteke s končnico SAV. Obstajajo dva načina pogleda tega okna. Data View je zbirka podatkov, ki vsebuje vrednosti spremenljivk po enotah. Vsaka vrstica predstavlja eno enoto, vsak stolpec pa eno spremenljivko. Variable View je zbirka s podatki o spremenljivkah. Vsaka vrstica predstavlja eno spremenljivko, vsak stolpec pa opis neke značilnosti spremenljivke. Okno z rezultati analiz Statistic Viewer vsebuje datoteke s končnico SPO oziroma SPV, kar je odvisno od različice programa. Okno z navodili za izvajanje analiz, programski stavki, Syntax Editor vsebuje datoteke s končnico SPS. Strukturno delimo pogovorna okna na glavna ali dodatna. Glavna pogovorna okna so za posamezne analize, zahteve oziroma procedure, na primer Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. Odpiramo jih z izbiro možnosti znotraj menija. V glavnem pogovornem oknu navadno določimo, katere spremenljivke obravnavamo. Prenesemo jih seznama na levi strani v seznam ali sezname na desni. Dodatna pogovorna okna so za podrobnejše določanje zahtev, na primer Statistics, Charts ali Cells. Odpiramo jih z gumbi v glavnih pogovornih oknih, običajno na desni strani. V glavnih in dodatnih pogovornih oknih s klikanjem ali vpisovanjem določimo vse podrobnosti izvajanja analiz. Standardni gumbi znotraj pogovornih oken. S klikom na gumb Help izvemo, zakaj se izbrana procedura uporablja in prikaz praktičnega primera uporabe. Z gumbom OK v glavnem pogovornem oknu sprožimo izvajanje analize, ki smo jo zahtevali v tem oknu. Če želimo samo izpis programskega stavka v oknu Syntax Editor, kliknemo na gumb Paste. Pozor! V tem primeru se ukaz ne izvede, pač pa le zapiše programski stavek. S klikom na gumb Reset izbrišemo vse naše zahteve v pogovornem oknu ter ponastavimo na prvotno stanje procedure. Zahteve prekličemo s klikom na gumb Cancel. Znotraj dodatnih pogovornih oknov pa imamo na voljo naslednje standardne gumbe. Continue, s katerim potrdimo specifikacije, z gumbom Cancel le-te prekličemo, z gumbom Help pa izvemo, zakaj se posamezne specifikacije za izbrano proceduro uporabljajo.